Dobrodošli, pozdravljam vas v Siemensovem razstavnem salonu, kjer danes v naši aktivni kuhinji gostimo Sensin kuharski tečaj srečne kuhinje. Blagovna znamka Siemens ima preko 160 let tradicije, znanja in izkušenj, kar se kaže v vrhunskih malih in velikih hišnih aparatih, ki jih danes s pridom uporabljajo naše srečne kuharice in kuharji. Glavne prednosti hišnih aparatov Siemens, ki so v zadnjih letih prejeli preko 50 mednarodnih nagrad, so energetska učinkovitost, inovativnost in tehnološka dovršenost ter vrhunski dizajn. Vabimo vas, da se oglasite v našem salonu na Litostrojski cesti 48 v Ljubljani in se o tem tudi sami prepričate. Filozofija Feel Good kuhinje in s tem tudi moja filozofija govori, nekako zajema hrano, ki bi lahko nekako spada v 4 Feel Good skupine hranil. Torej hrano, ki bi lahko sami ali nabrali, ali izluščili, ali predelali, ali pa ulovili. In nekako govori o neki kompleksnosti obroka, da se naučimo kuhati hrano, da se naučimo kuhati obroke, ki vsebujejo vsa hranila, ki jih naše telo potrebuje, na čim bolj preprost, na čim bolj ekonomičen in hiter način, ker nekako z dneva v dan nimamo časa preživeti 6 ur v kuhinji, radi bi pa uživali zdravo hrano, radi bi bili zdravi in to se tukaj trudimo združiti. Danes sva pripravila poleg 3 glavnih obrokov, torej zajtrka, kosila in večerje, sva pripravila še eno sladico in juhico, ki predvsem bazira na lokalnih in sezonski hrani, torej buče in podobno. Namen zajtrka je, da je čim bolj hranilen, da ponudi telesu zjutraj vsa hranila, ki jih potrebuje čez dan in ki jih ni imel na voljo čez noč. In to sva sestavila na tako omletko fajn z vsemi kosmiči, čim hitreje, kako se to lahko da narediti, pa da je okusno. Kosilo je tudi tako 1, 2, 3 pripravljeno. Vsi obroki so bazirani oziroma vključujejo to moje neko načelo, da kompleksnosti, ko sem rekel, jaz rečem poliobrok, da vsebuje in beljakovine, kvalitetne maščobe in ogljikove hidrate s poudarkom na vlakninah. Torej, posežete obrok skombinira tako, da vsebuje kvalitetne beljakovine, da vsebuje nek vir sadja, zelenjave, kvalitetnih žitaric, stročnic in kvalitetnih maščob. Skombinirati to v en obrok, da dosež neko uravnoteženost, sorazmernost, na tem je poudarek danes. Da ni ničesar preveč, da ni ničesar premalo in moč, zdravstveni potencial takega obroka predstaviti in to smo danes tukaj naredili v vseh 3 glavnih obrokih. Vsak na svoj način specifično z vidika vpliva na naše zdravje. Vsak vsebuje neke
neke posebne sestavine, ki imajo zelo določen vpliv na naše zdravje z vidika, ali so to zaščitne spojine, kot so česen, čebula in podobno, ali pa za kakšne specifične lastnosti sadja, zelenjave, kakšnih maščob in podobno. Predvsem mislim, da imamo še vedno nek tak strah pred maščobami v naši prehrani, ne vemo, kam bi jih dali, ne vemo, katere so zdrave, katere ne, s katerimi kuhati, s katerimi ne. Tukaj mislim, da smo danes odpravili kar en kup vprašanj. Potom tudi beljakovine, nekako vemo, da so pomembne, ampak ne vemo, koliko so pomembne, ne vemo, kam bi jih v prehrani, v jedilnike, kako bi jih vključili. Samo meso je zdravo, ni vegetarijanstvo je zdravo, ni, se pravi, s temi vprašanji mislim, da smo se danes v veliki meri ukvarjali in smo prišli do zelo dobrih zaključkov. Tisto, česar se pri naši zgodbi kuharski držimo, je to, da skušamo ohranjati vse jedi čim bolj enostavne, ker pogovarjali smo se že veliko o tem, da danes je čas največja vrednota in vsem nam ga primanjkuje in ko pridemo utrujeni in izčrpani od celega dneva domov in moramo potem nekaj pametnega dati na krožnik, smo zafrustrirani, ker ne vemo, kaj to naj bi bilo. In je osnovno načelo keep it simple, se pravi čim bolj enostavno, kar je. Zelenjava sama po sebi ne potrebuje nekih čuda začimb in ne potrebuje nekih ekstra dodatkov, sama po sebi je tako kakovostna in užitna, da jo lahko pač prosto, po lastni prosti domišljiji kombiniramo. In kuhanje samo ni noben bav. In tudi jaz sama nisem izučen kuhar, ampak je pač vse to prišlo iz neke nuje, pravzaprav živeti zdravo in svojo družino na zdrav način nahraniti. Tako da keep it simple, osnovno vodilo je to. Čaj sem se prijavila zato, ker me zelo zanima zdrava kuhinja, zdravo kuhanje, s tem se veliko sama ukvarjam, zelo rada kuham. Tako da sem želela pač tudi v Sloveniji iti na en tak tečaj. Sem bila že na Hrvaškem na kakšnih takih tečajih, zdaj sem pa videla, da je pač tudi pri nas nekaj takega in sem želela poskusiti, da vidim, kaj se pa tu dogaja na tem področju. Kakšen je vtis? Vtis je fenomenalen, odlično. Pač voditelja sta oba zelo podkovana, izvedela sem tudi marsikakšno novo informacijo, ki jo nisem vedela prej. Je pa zelo zabavno in zelo okusno. Na tečaj sem se prijavila zato, da se naučim malo zdravo kuhati za svojo hčerko pa moža, pa zato, da ne bi jedli samo te junk hrane, ne vem, dunajski zrezke in kap maščobe, da se tudi malo zelenjave naučim, pa tako zdravo prehranjevati, no. In si dobila to, kar si pričakovala? Ja, zelo sem zadovoljna, no. Pa tudi tako, da se iz prakse malo naučim po knjigah, se naučim to, ampak takole, da vidim, kaj se skuha, pa to je pa super, no. To taki tečaji so priporočljivi.